Zvonovi. Drugačen kot kovan zvonec je zvon, ki mu ponekod rečejo tudi zgun ali zgon. Zvonovi so narejeni iz brona. Delavnice, kjer jih izdelujejo oziroma vlivajo v različne velike modele, imenujemo livarne. Tako kot kravji zvonci, imajo tudi zvonovi v notranjosti v vrhu vpet kembelj, ki z udarjanjem na obod zvona ustvarja zvok. Ker se zvonovi oglašajo z različno visokimi toni, vidimo v cerkvenih zvonikih različno velike zvonove, saj le tako lahko zazvenijo v uglašeno in zanimivo melodijo. V Sloveniji ima vsaka še tako majhna cerkev zvonove, od 1 do 5, največkrat pa so zvonovi 3, torej manjši zvon, ki zveni najvišje, potem srednji zvon ter veliki zvon, ki zveni najnižje. V preteklosti, ko ljudje niso imeli na voljo ur, tako kot jih imamo danes, so cerkveni zvonovi odmerjali potek dneva. Zvon odbije čas vsakih 15 minut in odšteje udarce na vsako polno uro. Ker je bilo zvonjenje v preteklosti pomemben način komunikacije in obveščanja, tako kot danes radio, televizija ali internet, so ljudje glede na zvonjenje vedeli, kdaj morajo vstati, kdaj je treba k maši, kdaj je treba prenehati z delom in podobno. Poseben način zvonjenja je na primer obveščal, da je nekdo umrl, da je v bližini požar ali da se bliža nevihta. Danes je zvonjenje večinoma elektrificirano. To pomeni, da električna aparatura sproži mehanizem za zvonjenje, a včasih so bili zvonarji in mežnarji tisti, ki so hodili ob določenih urah in priložnostih v cerkev in zvonili ročno. Takrat, ko ljudje uporabijo zvonove kot glasbilo in nanje igrajo melodije, govorimo o pritrkavanju. To je način, ko primemo kembelj v roko in z njim udarjamo direktno ob obod zvona. Pritrkovalsko vižo lahko ustvarimo na različne načine. Eden izmed načinov, kako igramo na 3 zvonove, je naslednji. Na največji zvon udarimo 2 glavna oziroma osnovna udarca. Srednji zvon prvemu odgovori z 2 enakima udarcema. Med udarci prvega in drugega zvona udarja najvišji zvon. Temu načinu rečemo gostenje oziroma drobljenje. Pritrkovalci se pogosto učijo na miniaturne zvonove. Ker gre pri pritrkavanju predvsem za način udarjanja, se v tem lahko poskusimo tudi na kovinskih ceveh, steklenicah, kozarcih, torej na predmetih, ki različno visoko zvenijo. Pritrkavanje lahko iz cerkvenih zvonikov slišimo ob božiču, veliki noči, novem letu, ob bermah in obhajilih ter nekaterih državnih praznikih. Na Slovenskem ima zvonjenje in pritrkavanje dolgo tradicijo. Danes se s pritrkavanjem ukvarjajo skupine starejših pritrkovalcev, vedno več pa je tudi skupin otrok, ki se učijo te glasbene veščine. Tako otroci obiskujejo pritrkovalske šole, tečaje, srečanja in tudi tekmovanja.